strpeni dočakat dan, da kude sonce hodi, prepiri sveta bo pregnan. Da rojak prozbo vsak ne vrak, leso sted bo mejak. Da rojak prozbo vsak ne vrak, leso sed bo mejak, leso sed bo mejak. Spoštovani vsi navzoči, izvenela je slovenska himna in začenjamo današnjo slovesnost v spomin na 12. oktober 1942. Najprej pozdravim izvajalce današnjega programa. Z odpeto himno se nam je že predstavil pevski zbor Vres seniori, z nami soravenski harmonikarji kulturnega društva Prežihov Oranc in združeni praporščaki koroških domoljubnih organizacij. Vsem lep pozdrav. Poseben pozdrav velja tudi današnjemu slavnostnemu govorniku, županu občine Ravne na Koroškem, dr. Tomažu Roženu. In pozdravljam tudi poslanca v Državnem zboru, Janija Prednika, in oba podžupana. Pozdravljam tudi vse druge goste, predvsem predstavnike organizacij Zveze borcev za vrednote narodnoosvobodilne vojne in drugih domoljubnih organizacij. Tu na spomeniku piše: 12. oktobra 1942 so ravenski vžgali tukaj borbe kres in les jim bil je brat. To so besede dr. Franca Sušnika, so strjen odraz dogajanja tega dne na tem mestu. Gre za sestanek šesterice ljudi različnega socialnega porekla, ki so ugotovili, da se je po letu dni dogajanj po nemški okupaciji potrebno upreti. Prva polovica 20. stoletja je v svetovni zgodovini obdobje dveh svetovnih vojn. V obeh je bil slovenski narod zelo prizadet. Skozi 3 pesmi, ki nam jih bo še zapel moški pevski zbor Vres seniori, se bomo spomnili tega obdobja. Najprej povem, da smo se tudi v vrstah Zveze borcev razveselili novice o ustanovitvi zbora Vres seniori in z veseljem smo sprejeli njihov predlog, da sodelujejo na naši prireditvi. Današnji zbor pesmi je nastal v njihovem okviru zbora Vres. Z veseljem smo njihov predlog sprejeli, dodamo samo krajše komentarje za osvetlitev pomena pesmi. Najprej nam bojo zapeli pesem Buči morje Adriansko. To je Jenkova pesem, ki jo je uglasbil Anton Heidrich in je nastala v času narodnega preporoda slovenskega naroda. Njenega besedila ne smemo imati povsem zgodovinsko. Posebej aktualna je postala po prvi svetovni vojni, ko so Italijani zasedli velik del jadranske obale. Za nas Slovence pa obstaja aktualna vse do današnjega dne, saj smo po vsaki vojni del Jadranskega morja izgubili. Oj, dober dob. Za avtorje te pesmi se pogosto najde navedba, da gre za ljudsko pesem. V zboru Vres seniori pravilno navajajo, kdo je avtor pesmi. V prvi polovici marca 1916 so se spopadli v 5. italijanski ofenzivi na Soški fronti, najbolj zaostrili na Dobrodoljski planoti. V odličnem strateškem položaju, s katerim je avstrijska vojska preprečevala italijanski prodor proti Trstu in ovirala tudi prodor proti Gorici.
V spominu slovenskega naroda so se ti boji zapisali kot dober dob slovenskih fantogrob. Vojaški kurat Franc Bonač je napisal besedilo za pesem, ki jo je nato uglasbil Zorko Prelovec. In nazadnje nam bojo zapeli še pesem Padel je padel Toneta Ljubiča v priredbi Janeza Kuharja. To je tradicionalna partizanska koračnica. Seniori, Vresovci, izvolite. Slovenski fantov grob, kjer smo kri prelivali za svobodo domovine, kjer smo mi pokopali slovenske smo kri prelivali za svobodo domovine, kjer smo mi pokopali slovenske fanti. Oj, padel je padel mlad partizan, tam je obležal nepokopan, gori po smregu od rublo drobni. Veter prek njega tiho šumi, gori po smregu od rublo drobni. Veter prek njega tiho šumi. Tišici mali mamica čaka, kdaj mimo ona sin prikoraka. Čaka in čaka sinka pa ni, satine mojo rjovile kosti. Čaka in čaka sinka
Po tebi hrastov rod, vozil je slovanski rod. Ko po tebi mesta bila, naši vidov so cvetila. Ko so jadra njih vojski še nosila njih ime. Ko tebi mesta bila, naši vidov so cvetila. Ko so jadra njih vojski še nosila njih ime. Tiho, tiho, morje, kam si djalo? Morje, brodove pokopalo. Morje ni pokopalo, peči jih ni razdjalo, da jih videti ni več. Tega kriv je tuji meč, tega kriv je tuji meč, tuji meč, tuji meč. Morje ni pokopalo, peči jih ni razdjalo, da jih videti ni več. Tega kriv je tuji meč, tega kriv je tuji meč, tuji meč, tuji meč, tuji meč. V Resovci hvala lepa za odpete pesmi. Vaša zadnja Padel je padel, mlad partizan je ustvarila primerno vzdušje za naslednjo točko našega programa, polaganje venca. Prosim župana in predsednika organizacije Zveze borcev iz Prevalj in osrednje organizacije Mežiške doline, torej Mirka Rozmana in Stanka Oniča, da prevzamete to čast, prevzamete venec in ga položite. Harmonikarski orkester pa prosim, da ob polaganju zaigra partizansko žalostinko.
Sedaj napovedujem slavnostni govor. Kakor je bilo že uvodoma rečeno, nas veseli, da je to vlogo danes prevzel župan dr. Tomaž Uržen. Izvolite, župan, imate besedo. Spoštovani zbrani, lep pozdrav v imenu občine Raven na Koroškem, spoštovani Ravenski iz Guštanja in okolice, kot so si takrat rekli, lep pozdrav. Spoštovani poslanec Državnega zbora, gospod Jani Prednik, spoštovani gospod Maks Večko, naš častni občan občine Ravne, moj predhodnik kot župan in seveda predsednik Zveze borcev oziroma Organizacija za vrednote narodnoosvobodilne borbe. Veseli me, da ste se zbrali v tako velikem številu. Na Ravnah praznujemo torej krajevni mestni praznik, poleg občinskega, ki ga praznujemo aprila, torej v mesecu oktobru, kot spomin na 12. oktober, ko so takratni Ravenski tukaj na Navrškem vrhu, kot piše na spomeniku, prižgali seveda ta upor proti takratnemu okupatorju, proti Nemčiji, ki sicer rečemo nacistična Nemčija, vendar pa je to bila takratna uradna nemška država, ki si je razkosala našo domovino. Če bi takrat pogledali zemljevid Evrope, bi na tem območju pisalo Nemčija. Oni so z okupacijo seveda zbrisali Jugoslavijo in si jo razkosali na 3 dele, kar seveda vsi tukaj zbrani dobro veste. Naravno seveda se poklanjamo temu spominu na te dogodke, da se je takrat ta upor začel, ki je trajal potem seveda skozi delovanje Osvobodilne fronte, skozi delovanje partizanov do zadnjih bojev na Poljani, ki jih seveda tudi praznujemo. In danes je poklon seveda tudi vsem žrtvam, vsem padlim, vsem ranjenim, vsem izgnanim, vsem mobiliziranim, ki so bili pravzaprav žrtve takratnega divjanja seveda Nemčije, njihovih zaveznikov in seveda tudi domačih izdajalcev, ki so ocenili, da je bolje sodelovati z okupatorjem, kot pa se zavzeti za slovenski narod. Na Ravnah praznujemo ta praznik in kot ste morda opazili ali boste, letos ni dodatne proslave v centru mesta. Odločili smo se, da bo tu na Navrškem vrhu edina proslava, ki jo bomo od letos naprej, pa tudi drugo leto in naprej, sicer bo še morda drugi odločali, praznovali, torej, da bomo to dogajanje na Navrškem vrhu vrnili v nekdanjo slavo, ko sem tudi sam kot takrat pionir, mladinec, seveda tu stal in za mano je bilo, oziroma tu na teh travnikih je bilo na tisoče mladih, takrat smo morali seveda šolarji na obvezno proslavo na Navrški vrh in občina bo sedaj šla po teh korakih, da bomo torej ta dogodek obeležili tukaj, veliko proslavo, povabili tudi mladino, danes nekaj mladih sicer je, ampak želeli bi si seveda več, da negujemo to tradicijo, kajti seveda na to dogajanje moramo biti ponosni, kljub temu, da se po letu 1991 skuša določene stvari relativizirati, kar je seveda zelo enostavno, kajti 70-80 let nazaj relativizirati razmere je preenostavno in ni dopustno, da bi se dnevna politika ukvarjala pravzaprav s tem našim svetim časom druge svetovne vojne. Takrat je bilo seveda zelo resno. Nedavno sem v knjigi Marka Mazoverja, ki mi je priporočil gospod Ovnič, moj profesor zgodovine, bral o tem, knjige naslov Hitlerjev imperij, kaj se je dejansko tudi z vidika zgodovinarjev 70 let po drugi svetovni vojni dogajalo. In ta ameriški zgodovinar večkrat na strani omeni, da je bil Hitler osebno presenečen nad uporom jugoslovanskih partizanov, pod katerimi so delovali tudi slovenski partizani, da ga je to zelo jezilo in presenetilo, kakšen odpor so pokazali seveda partizani na območju Jugoslavije. Vsi veste, da je takrat seveda Jugoslavija bila povabljena k paktu sil osi, povabljena, da kapitulira, kot je kapitulirala in sodelovala Romunija, Italija, Španija, tisti, ki so se fašistom takrat pridružili in jim je potem bilo seveda žal, vemo, kaj se je zgodilo z Italijo po letu 1943, Romunijo in na vse zadnje vsi vemo, kaj se je zgodilo s Sovjetsko zvezo, ki je mislila, da ima z seveda takratnim največjim norcem v Evropi, največjim okupatorjem podpisan pakt o nenapadanju, pa vendar je na srečo takrat so nacisti ocenili, da so močnejši od Sovjetske zveze, kar se je pokazalo, da niso in takrat naprej so se začele zmage
na vzhodni fronti, na ruski fronti, ki so pomagale tudi in bodrile naše partizane, naš narodosvobodilni boj in tudi osvobodilni fronto. Tako da res z vidika mojega osebnega vidika, tudi z vidika občine, lahko rečem, da moramo biti na to ponosni, da smo takrat bili na pravi strani zgodovine, da smo zmagali, da je bil okupator premagan, da je bila leta 1945 Slovenija osvobojena, potem je živela še nekaj desetletij v Jugoslaviji in potem leta 1991, zaradi vam tudi dobro znanih veliko srbskih idej, teženj, ki niso ustrezale slovenskemu narodu, smo se odločili, da gremo pa res na samostojno pot samostojne Republike Slovenije, kjer živimo sedaj že 34 let, vendar pa moramo biti izjemno ponosni tudi na to, kaj smo uspeli med drugo svetovno vojno, in praznik občine Ravne je namenjen temu in to bomo negovali tudi naprej. Danes stojimo torej na ramenih takratnih ravenskih. Kaj se danes dogaja na Ravnah, morda sami vidite, morda samo kot zanimivost, da poteka velika sanacija po poplavah. Na Navrški vrh, na to našo današnjo proslavo zborovanja ste se lahko iz smeri Čečovja pripeljali po novi asfaltirani cesti. Ko se bomo zbrali januarja na Sveti Neži, na Brdinjah, na Koroškem Selovcu, boste lahko in smeri Dobri in smeri Brdin tudi prišli po novi cesti. In pa tudi razlog, zakaj je letos odpadla proslava na Trotovem vrhu, je isti razlog, torej, da občina gradi tudi tretjo cesto, torej na naš partizanski spomenik, na Trotov križ, Trotov vrh. Tako da vidite, da te ceste v veliki meri obnavljamo, kar je posledica naše obnove po sanacijah. Tu bi se tudi zahvalil poslancu Državnega zbora, gospodu Janiju Predniku, ki nam pri tem zelo pomaga, da lahko obnavljamo Ravne. In ob tem prazniku, kot sem prej imel pogled za nazaj, je pomemben tudi pogled za naprej. Verjamem, da se Ravne dobro razvijajo, navsezadnje gradimo nov kulturni center, ki bo otvorjen na naslednjem občinskem prazniku, torej v bistvu pravzaprav bomo skušali terminsko zaokrožiti kulturni center, nekdanji Titov dom, na tudi 12. oktober. Letos smo na Ravnah otvorili tehniško dediščino, pozdravljena tudi gospa Karla Oder, botra naše stare železarne, spomenika, ki je bil letos slavnostno otvorjen na občinski praznik. Leta 2024 smo otvorili obnovljen SDK, izgradili tam medpodjetniški inkubator, leta 2023 žal nič, ker so bile poplave, leta 2022 pa nov vrtec na Ravnah, tako da imamo nekako takšno okoliščino, da na občinski krajevni praznik, ki je danes, vedno nekaj odpremo, kar ni slab znak, da vsako leto uspemo zagotoviti eno večjo investicijo, kar pomeni, da Ravne se razvijajo in da hodimo razvojno usmerjeni naprej na ramenih teh ravenskih, katerim se danes tukaj poklanjamo. Tako da želim vsem prijeten popoldan, verjamem, da se bodo Ravne še naprej dobro razvijale. Hvala vsem domoljubom, hvala vsem veteranom, hvala vsem članom Zveze borcev, hvala vsem kulturnim nastopajočim, da negujemo to tradicijo kot pomemben del naše identitete, ki se bomo vedno generacije, ki smo trenutno nekako aktivne, poklanjamo, da se bo tudi bodoče generacije, ki so zdaj v vrtcih, šolah, srednjih šolah, temu pridružile. To ne smemo izpustiti in zato se mi zdi pomembno, da na občinski praznik oziroma krajevni praznik to skozi zamenjujemo, ker imamo dva praznika, temu namenjamo dolžen spomin, spoštovanje in pa tudi veliko aktivnosti. Danes pa obljeni še na druge aktivnosti, kot ste morda obveščeni. Praznik kliče k več stvarem. Koncert Milana Kamnika v večnamenski dvorani Kotlje, koncert zelo popularne med mladimi skupine Fehtarji v Trgu in še druge stvari, ki bodo se zgodile ob tem prazniku. Tako da res vsem hvala za udeležbo na današnjem dogodku in lep dan. Hvala lepa za izrečene besede. Program današnje slovesnosti je skoraj zaključen. Čaka nas samo še nastop harmonikarskega orkestra. Preden jim prisluhnemo, naj se še enkrat zahvalim vsem izvajalcem programa, preporščakom, pohodnikom in še posebej Navršnikovi družini za gostoljubno pogostitev. Krajanom mesta Ravne na Koroškem, ki danes praznujejo, čestitam za praznik. Orkester harmonikarjev, prosim, venček partizanskih.
Hvala lepa.